Je 300 kg na dan? Je približno nekaj takega, če je lepo vreme. 500 kg treba nabrati. 300 kg, samo račune, koliko ljudi je treba za to. Koliko? Koliko nas je? 2, 4, 8 ljudi. 8 ljudi za 300 kg. Ja. Ma delat? Koliko let se že ukvarja z oljkami? Harko dio, jaz imam zdaj 74, od 14 let napred, od 60 let. 60 let. Ja. Dobro je. Samo v 60 letih nismo bogateli, ni jaz, ni moj oče, ni moj nono. Ne. Ja, kako je tukaj oljke ubirati, gospod z Ljubljane? Prekrasno. Prekrasno. Kaj, prvič letos ali kako je zdaj? Ja. Je to že izkušnji pa to ali ne? Prvič letos. In občutki? Fenomenalni. Evo, oljke kar same padajo. Še vedno jih ni treba pogledati. Ni treba? Ne. Kaj, si prav že stresanjem oljke? Ne. Ne? To se tudi da, kako? Ja, ne vem, si prav, nisi prav? Nisem. Po mojem. Po tvoje bi šlo ali ne bi šlo? Po mojem ne bi šlo. Ne bi šlo? Če burja ne pride do živega, to je pa tudi moja glava ne bo. Dobre. Pomirjujoče. Pomirjujoče. Stik z naravo, podobno meditaciji, ročno delo, jasno, ne pa kakšno strojno ubiranje, ki sploh ne pride v poštev, ker to pol ni to. Ker se je treba vsakemu drevesu posebej zahvaliti za to, kar nam da. A ne? Bog s tabo pa Marija z vami. Čakaj, kaj pa kuharica dela med oljkami? Kaj vi tudi uporabljate to olje, ki bo pa še iz teh oljk, ali ste samo za okras tukaj? Ne, nisem za okras, jaz sem bolj kontrola kvalitete, da vem, kaj bom pol imela v kuhinji, ne? Aha. Ker tako kot vinarji pravijo, da se vino dela v vinogradu, tako se tudi olje dela na oljki. In mislim, da bo letos zelo dobra kvaliteta, ker so te naše oljke skoraj niso bile napadene od oljčne muhe, tako da pričakujemo izvrstno kakovost in posledično tudi zelo dobro hrano pripravljeno s tem oljem.